Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Ob vstopu v december so se obalna mesta odela v praznično podobo ter z bogatim programom oznanila začetek najlepšega časa v letu. V Piranu in Portorožu so prve lučke zasvetile 29. novembra, ko se je na trgu prekomorskih brigad odprl tudi božično-novoletni sejem. Praznični sijaj je preplavil tudi Ankaran, kjer se je začel festival December v Ankaranu z več kot 20 dogodki. Izola je prvo decembrsko petkovo popoldne oživela z odprtjem ledenega otoka, prižigom prazničnih luči in drsališčem v parku Pietra Kopa. V Kopru pa se je letošnja fantazima začela v soboto. Mestna občina Koper je razsvetljavo pripravila po vzoru lanskega leta, kar potrjujejo tudi številke. Letošnji proračun znaša skoraj 138 tisoč evrov, dodatnih 40 tisoč evrov pa je namenjenih za rezervne dele in nove elemente. Napeljali so približno 10 km svetlobnih verig in postavili 23 samostojnih okrasnih elementov. Dotrajano zvezdno nebo na Čevljarski in Kidričevi ulici so nadomestile nove svetlobne verige, med novostmi pa izstopa tudi pravlični gozdiček na Titovem trgu z okrašenimi naravnimi smrekami. Ena osrednjih atrakcij je svetlobna projekcija na pročelju Pretorske palače, ki trg preobrazi v čarobno praznično kuliso. V njej bo letos delovala tudi Božičkova pošta. Praznični prižig je spremljalo osrednje dogajanje na Titovem trgu, ki so ga popestrili otroški pevski zbor osnovne šole Koper, svetlobna projekcija na Pretorski palači ter lebdeči klavirski nastop Sky Piano. Številni otroci so se razveselili tudi obiska Miklavža. Otvoritve fantazime se je udeležil župan mestne občine Koper Aleš Bržan, ki je v družbi prazničnih škratov in v sklopu projekcije na Pretorski palači prižgal praznične luči. Danes so na mestni občini Koper podpisali pogodbo za izvedbo gradbenih del v sklopu prve faze projekta Izboljšanje poplavnih razmer na porečju Badaševice. Pogodbo sta podpisala Lidija Kegljević-Zagorc iz Direkcije Republike Slovenije za vode ter Matjaž Andrejašič, direktor podjetja Adria Inc., ki bo gradbena dela izvedlo. Prva faza bo zajemala ureditev struge, brežin in protipoplavne ukrepe ob strugi. Zato je danes infrastruktura za prilagajanje in odpor proti podnebnim spremembam skoraj čez noč postavljena na naših najpomembnejših prioritet, v bistvu ključna naloga za preživetje naše celotne skupnosti. In smo kar nekaj stvari že na tem področju naredili. Prav v tem mestu smo namreč tudi sklenili gradnjo velikega vodnega zadrževalnika na Bonifiki in med drugim z Kopru vodimo tudi projekt celotne vodoskrbe Istre in Krasa. Med naše najpomembnejše projekte pa zagotovo sodi tudi izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice in ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradesjol do iztoka v morje. Prva faza bo zaključena leta 2026, druga faza, v kateri bo izveden še zadrževalnik Pradesjol, pa leto kasneje. Jaz tako seznanim to, da v tem trenutku imamo operativnih izvedb na obali v zvezi z urejanjem voda in vodoskrbo sedaj veljavno 31 milijonov pa pol. 31 milijonov pa pol je operativni. Govorim še o tistem drugem projektu, ki pa seveda pomeni tudi nadaljši rok reševanje vodoskrbe obale v daljšem projektu. Tudi o tem bomo lahko kakšno besedo še rekla, ker vem, da občasno tudi o tem sprašujete. Ampak ta je prvi, ta 16,5 milijona je kar pomembna obseg. Za končno drugo fazo pa seveda pomeni, se spomnim izpred večjih desetletij nazaj, da je to ena izmed področij, ki smo vedno ugotovili, če Badaševica zalije čez, imamo vedno problem, je kar nekaj tisoč ljudi ogroženih, in seveda to je pomemben del, da se rešuje kot celota.
Cilj posega so vzpostavitev poplavne varnosti na ravni 100-letne povratne dobe, izboljšanje meteorne odvodnje ter uvedba sonaravnih na naravi temelječih rešitev, pri čemer se dosledno upošteva načelo neškodovanja okoljskim ciljem Evropske unije in zagotavlja odpornost na podnebne spremembe. Predviden je približno 5 km dolg sistem protipoplavnih objektov, vključno z zidovi in nasipi, izgradnja zadrževalnega prostora s prostornino 670.000 kubičnih metrov ter vzpostavitev 14 vodomernih postaj. Gimnazija Koper je v torek v dvorani svetega Frančiška Asiškega pod geslom Preplet energij obeležila 80 let svojega delovanja. Dne 23. oktobra 1945 je v nekdanjem samostanu na Cankarjevi ulici 2 v Kopru začela delovati nižja gimnazija, kjer je 5 učiteljev poučevalo 42 dijakov. Ustanovitev slovenske gimnazije v Kopru je bila za tukajšnje Slovence zgodovinsko dejanje. Njena ustanovitev je bila pogojena s prepričanjem ljudi in tedanjih oblasti, da je šola temelj in globalo družbenega napredka, ter da je nujna za oblikovanje in razvoj mladih osebnosti. Da je šola jeseni 1945 kljub velikim kadrovskim, prostorskim, tehničnim težavam uspela in pognala trdne korenine za svoj lastni razvoj, se moramo zahvaliti prvim učiteljem šole in njihovi delovni zavzetosti, strokovnosti in izjemnim človeškim kvalitetam. Od leta 1947, ko je nižja gimnazija prerasla v popolno srednjo šolo, se je gimnazija Koper nenehno razvijala in širila svoje programe. Leta 1952 je maturiralo prvih 12 dijakov, leta 1958 se je z uvedbo 8-letnega osnovnošolskega sistema 8-letna gimnazija preoblikovala v 4-letno, v istem letu pa je v njenem prostoru začelo delovati koprsko učiteljišče. Leta 1966 je bila po obsežni verifikaciji in prenovi stavbe dozidana nova traktna pridobitev, ki šoli daje današnjo arhitekturno podobo. V 70. letih je bila šola pomembno regionalno središče za izobraževanje pedagoških kadrov z delovanjem pedagoške gimnazije, vzgojiteljske šole in poklicne šole pedagoških smeri. V 80. letih je uvedla naravoslovno-matematične in pedagoške usmeritve. Po osamosvojitvi je posodobila program, leta 1995 pa je prva generacija opravila zunanjo maturo v današnji obliki, pri kateri dijaki že vrsto let dosegajo nadpovprečne rezultate. V šolskem letu 97-98 je bila med 9 slovenskimi gimnazijami, ki so uvedle športni oddelek, leta 2001 pa je dodala še umetniško gimnazijo likovne in glasbene smeri, ki letos zaznamuje 25-letnico. Osrednje slovesnosti se je udeležil tudi župan mestne občine Koper, Aleš Bržan, ki je ob tej priložnosti ravnatelju gimnazije Koper, Brunu Petriču, izročil priznanje. Skozi desetletja je ostala srednja izobraževalna ustanova v Slovenski Istri, ki je oblikovala številne generacije mladih, pa ne le znanjem, tudi z vrednotenjem, kulturnim razumevanjem, odprtnostjo in spoštovanjem. V teh klopeh so se oblikovali tudi številni znani in uspešni promocijo zdravnikov, odvetnikov, dekanov, znanstvenikov, ministrov, prepoznavnih novinarjev, voditeljev, kakšen župan tudi.
najboljših in najslabših kvalitet. In tisti, na kateri smo bili vsi foš, če smo imeli svoje generacije vrhunskih športnikov, kar 12 je olimpijcev bilo na gimnaziji, foš pa smo bili zavestili stati športnikov. Oni lahko, ali pa nismo mogli. Njihova pot je prav gotovo pomnik, da vsak dijak nosi v sebi potencial, ki ga lahko izobraževalna ustanova z negovanjem radovednosti, strpnosti in samostojnega razmišljanja osvobodi, sprosti in omogoča tudi njeno širitev. Slovesnosti se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Andrej Sotošek. Posebnost naše šole je tudi izvajanje izobraževalnih programov na mešanem območju, kar je znanje prepleta in spoštovanje različnih kultur, jezikov in identitet. To je izjemna vrednota, ki vašo šolo umešča v širši evropski kontekst in jo dodatno bogati. Gimnazija Koper ostaja osrednja splošna izobraževalna ustanova v slovenski Istri. Danes šolo obiskuje več kot 500 dijakov. Šola oblikuje kadre za univerzitetno izobraževanje in kulturno življenje regije. V jubilejnih gradivih in šolskih predstavitvah šola izpostavlja mednarodne projekte, umetniške in športne programe ter generacije maturantov, ki so prispevale k razvoju lokalne in širše skupnosti. Po ocenah šole je od ustanovitve do danes šolanje zaključilo 8500 dijakov. Začetkom decembra se je iztekel dvomesečni rok za izpraznitev območja nekdanje izolske ladjedelnice, ki je v državni lasti in pa v upravljanju Ministrstva za obrambo, a se selitev zaradi nove pritožbe znova odmika. Čeprav ladjedelnica Izola d.o.o. z ministrstvom oziroma državo nima sklenjenega nobenega pravnega razmerja, tam še naprej delujejo številna podjetja, ki družbi plačujejo določeno vrsto uporabnine. Prav to je zmotilo ministrstvo, ki zdaj očita, da družba zaseda območje brez pravne podlage, saj so bile najemne pogodbe preklicane že leta 2013, kar je leta 2017 potrdilo tudi sodišče. Kljub temu uporabniki prostora, med njimi serviserji in vzdrževalci plovil, opozarjajo, da selitev ne more biti izvedena kar čez noč, saj gre za zahtevne ladjedelniške postopke in že vnaprej dogovorjene posle, poleg tega pa dejavnosti močno prispevajo k lokalnemu gospodarstvu in zaposlovanju. V ladjedelnici vztrajajo, da so nosilci vodnega dovoljenja do leta 2043 in lastniki pristaniške infrastrukture, zato menijo, da bi se morala vzpostaviti jasna pogajanja o nadaljnji rabi prostora, ki za Izolo predstavlja velik gospodarski, zgodovinski in prostorski pomen. Dolgoročni načrt Ministrstva za obrambo, ki je območje prevzelo marca letos, je sanacija nepremičnin, javni razpis za nove uporabnike ter ohranitev dela prostora za lastne potrebe, zlasti za zaščito, reševanje in pomoč. Obenem se občina pripravlja na sprejem občinskega prostorskega načrta, ki območje opredeljuje kot prostor z osnovno športno dejavnostjo ter spremljajočimi možnostmi za gostinstvo ter turizem. Po predlogu OPN je tam dopustna tudi gradnja objektov za naštete dejavnosti ter parkovna ureditev. Saga se bo torej vsaj zaenkrat še nadaljevala. V torek je bila v izolskem Art Kinu Odeon slavnostna prireditev podjetniškega izbora Eno morje idej 2025, ki ga je občina Izola v sodelovanju z zavodom JZP organizirala drugo leto zapored. Dogodek je bil namenjen druženju mladih inovatorjev, podjetnikov, članov strokovne komisije in širšo javnostjo. Finalisti so svoje podjetniške ideje predstavili komisiji in občinstvu s pomočjo kratkih predstavitev. Naposled so bili razglašeni tudi 3 nagrajenci, ki so se bogato finančno okoristili, saj je skupna vrednost nagrad znašala 5500 evrov. Največ sta k temu prispevali podjetji zlati partner Dinit ter srebrni partner izbora Bora. Poleg tega so pomagala tudi podjetja Enigma, Kleva Films in Elmarkt. Prvo nagrado je s podjetniško idejo zaščitnih ovitkov za telefone za zaščito pred elektromagnetnim sevanjem prejelo podjetje Emify Protection, drugo nagrado je prejelo podjetje Javigator z digitalno platformo, ki mladim omogoča hiter in pregleden dostop do brezplačnih evropskih priložnosti, kot so izmenjave Erasmus+,
treningi in mladinski tabori, tretjo nagrado pa je prejela plesno-gibalna aktivnost za krepitev možganske aktivnosti in izboljšanje psihofizičnega počutja starejših oseb ter njihove socialne vključenosti. Na prireditvi so se prisotni lahko pogovarjali tudi z Urošem Makličem, direktorjem podjetja Easy Park Slovenija, ki je udeležencem ponudil pogled v izzive in priložnosti na poti do uspeha. Direktor JZP Izola, magister Iztok Škerlič, je medtem dodal, da je podjetniška pot maraton in ne sprint, ter da so današnji rezultati le ena postaja na tej poti. Občina Izola z izborom Eno morje idej nadaljuje s spodbujanjem podjetništva, povezovanja in ustvarjalnosti, pri čemer zagotavlja okolje za nove zamisli in uresničitev idej podjetnikov, ki bodo sooblikovale prihodnost skupnosti. Včeraj je bil v koprski taverni organiziran praznični koncertni večer Primorskih novic, na katerem so nastopile 3 primorske zasedbe. Kot so zapisali v uredništvu omenjenega časopisa, radi prisluhnejo domačim glasbenim izvajalcem, zato so se odločili svojo ljubezen do primorske glasbe podeliti številnimi obiskovalci, ki so prišli na koncert. Vrhunec dogodka je predstavljal nastop tria Pantaloons, benda, ki je nastal na pogorišču nekdanjega Chili Brass benda in ki sedaj predstavlja konkretno zmes elektronske plesne glasbe, džeza in funka. V preteklosti so se predstavili tudi na odru Slovenija ima talent, ko so nastopili pred 13.000 glavo množico. Pred dobrimi 3 meseci so izdali tudi nov singel Ja, halo in ga pospremili z duhovitim videospotom, ki je nastal na ulicah največjega mesta v slovenski Istri. Poleg njih sta se tokrat koprskemu občinstvu predstavili tudi domača skupina Cona 40 ter Tambora Tim iz Vipave. Obiskovalci so se poleg poslušanja glasbe lahko pogreli tudi z odličnim kuhanim vinom, ki ga poleg ostale pijače in hrane ponujajo na stojnicah, ki so večinoma razporejene po Karpačovem trgu. Prireditev je sicer imela tudi humanitarno noto, saj so organizatorji zbirali prostovoljne prispevke za Kaprisov hladilnik toplega srca, ki že 11 let lajša življenje družinam v stiski. Verjamemo, da bo takih dogodkov, kot je bil včerajšnji, vse več, ne samo v zimskem času. Slovensko stalno gledališče je ta teden ob pomembnem jubileju prejelo srednjeveški pečat občine Trst. Častno priznanje je predsedniku gledališča Ivanu Jevnikarju izročil tržaški župan Roberto Di Piazza. Slovesnost je potekala v Sini dvorani, kjer je župan sprejel predstavnike upravnega odbora gledališča, člane društva Slovensko gledališče ter del zaposlenih. Med prisotnim je bil tudi deželni svetnik Marko Pizani. Jevnikar je v svojem nagovoru predstavil ekipo, ki v zadnjem letu in pol vodi gledališče, ter poudaril, da delujejo učinkovito in povezano. Dodal je, da si vodstvo zastavlja ambiciozne cilje, pri katerih računa na podporo občine Trst in dežele Furlanije Julijske krajine. Župana je povabil tudi na eno izmed prihodnjih premier, Di Piazza pa je povabilo sprejel ter se spomnil svojih prijateljskih vezi s Slovenijo in nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem. Ob tej priložnosti so predstavniki gledališča županu osvetlili tudi daljšo zgodovinsko pot slovenske gledališke dejavnosti v Trstu. Prve organizirane odrske nastope beležimo že leta 1902, z dramatičnim društvom leta 1905 pa je slovensko gledališče dobilo svoj prostor v Narodnem domu. Ta je bil uničen v požigu fašistov, slovenska gledališka dejavnost pa je bila obnovljena leta 1945. Do leta 1954 je slovensko stalno gledališče ostalo prvo in edino stalno gledališče z rednim ansamblom v mestu, pri čemer je njegove začetke finančno podpirala skupina slovenskih tržaških podjetnikov, je pojasnila Bogomila Kravos. S podelitvijo priznanja je občina Trst počastila 80-letno trajanje pomembne kulturne institucije, ki še naprej ostaja osrednji steber slovenske dramatike v mestu. Praznični čas je namenjen tudi zimskim športnim aktivnostim, med katerimi je tudi drsanje. Obala ponuja vrsto drsališč ob morju, v naši sosednji državi, na Madžarskem, v Budimpešti, pa so ujeli sledeči prikupen prizor.
Pozdravljeni v novi ediciji kulturnega napovednika. Že na sobotno jutro se bo v Lutkarnici v Kopru za najmlajše odvila predstava Volk in 7 kozličkov. Ta je nastala v produkciji Lutkarnice in društva Kamišibaj. Pričetek dogodka pa bo ob 10. uri. Popoldan pa bo v gledališču Tartini Piran ob 19. uri potekal koncert pihalnega orkestra Piran ob spremljavi vokala Anike Horvat. Ob 20:30 pa se bo v Centru mladih Koper odvil koncert 3 skupin, progressive rock metal zasedbe Raj, rockerjev Angels X in benda Sigbrit, ki preigrava punk in grunge. Naslednje jutro v nedeljo ob 11:50 pa bodo izolsko Lonko obiskali Božički na Tomosih. Gre za tradicionalni dogodek ljubiteljev Tomosovih motorjev. Ob 18. uri zvečer pa na mestnem zvoniku v Kopru sledi voden ogled razstave Salt in the Wound, Gold in the Vault. Ta bo obiskovalcem predstavila umetniške, zgodovinske in čustvene plasti razstave. Ob 19:30 po dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru sledi projekcija filma Human Flowers of Flesh. Na torkov popoldan ob 17:30 pa bo v Centru mladih Koper potekala gledališka predstava Chicago Tea Party. Nekoliko kasneje ob 18. uri pa bo osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper preplavil glasbeni akvarij z Evo Jurgec in Urošem Jezdičem. Ta bosta predstavila multimedijski projekt vtisovanja, ki združuje glasbo, video in poezijo, navdih pa črpata iz kulturne dediščine Kubeda in poezije Alojza Kocijančiča. Na sredin popoldan pa bo ob 18. uri v Pokrajinskem muzeju Koper delavnica zgodovinskega plesa Renesansa v gibanju. To bo vodila Tanja Skok. Ob 20. uri pa v Centru mladih Koper sledi stand-up večer Bunga 64 z nastopajočimi. Una ena ženska, Blaž Curk, Miha Pleskovič, Rok Smrekar, Ljuba Ljuba in Adrijan Četojevič. Večer pa bo povezoval Alen Borišek. Na četrtkov večer pa se bo ob 18. uri v gledališču Koper odvil kulturni dogodek z naslovom Ta veseli dan. Ta predstavlja narečje in običaje Koprčanov. Pol ure kasneje ob 18:30 pa bo v auditoriju Portorož pričetek gledališke predstave Penziči, v kateri nastopijo 4 ikone slovenske komedije. Skozi humor in stand-up predstavijo radosti in tegobe življenja v penziji. To je z naše strani vse, hvala za ogled in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.